Zgodovine se moramo zavedati, verjamem pa, da jo moramo ustvarjati od danes naprej. Torej, zavedajmo se je, da ne ponavljamo istih napak, moramo pa zagotovo preseči moramo pa tudi ideološke razlike. Kot družba smo zelo podrejeni in se danes zanimamo predvsem za te hipne informacije. Informacije, ki jih dobimo takoj, informacije, ki so preproste in pogosto, na žalost, je v teh informacijah skriti bodisi fake news, bodisi pa tudi sovražni govor. Torej, danes je z mano predsednik Gibanja Svobode, mladi Matej Grah. Pozdravljeni, hvala za odziv na vabilo. Najlepše hvala za vabilo, z veseljem se udeležim, predvsem ko je govora tudi o mladih, o politiki mladih in kaj sploh zagovarjamo in zakaj sploh obstajamo konec koncev. Torej, trenutno ste predsednik Podmladka Svobode in kako se je v bistvu vaša politična kariera začela in zakaj ste se odločili za ta poklic, pa a vas družina tudi podpira v tem? Ja, zanimivo vprašanje. Pa začel bom najprej z družino. Verjetno nekoliko drugače kot ponavadi, kar se tiče mladih politikov oziroma tistih, ki vstopijo v politiko. Na začetku nisem dobil toliko odobravanja, namreč vendarle sem delal v tujini, kjer kot ene izmed mnogih sem se tudi preselil v tujino, zato da sem začel svojo karierno pot. Pa vendarle me je celotna situacija v Sloveniji nekako morila do te mere, da sem vedel, da bom enega dneva zagotovo obžaloval, če se ne bom tudi sam aktiviral v politiki in prispeval in naredil boljšo skupnost tudi na političnem nivoju. Zato sem se vrnil in kljub temu, da mogoče družina na začetku ni bila toliko vesela, moram reči, da predvsem zdaj v evropski kampanji so bili še toliko bolj ponosni, veseli in ker tudi vidijo, da delam tisto, kar je bistvo same politike. To je, da delamo za ljudi, da delamo za skupnost in da na koncu, da se mladi vrnemo domov, da tudi poskrbimo za tiste rode, ki bodo prišli za nami. Kaj vam pa predstavlja politika? Preprosto, politika je ena skupnost. Seveda se je to razumevanje politike zdaj v 2 letih tudi malo spremenilo. V začetku sem bil velik idealist, da lahko kot posameznik marsikaj premikam. Seveda se da, ampak kakšne večje strukturne spremembe lahko delamo samo kot skupnost. Skupnost, ki je pripravljena tudi sprejemati kompromise, ki se zna pogovarjati tudi s tistimi, ki razmišljajo drugače. Nenazadnje, politiko samo kot bistvu živimo tudi v naši stranki. Smo liberalna stranka, kar že sam naziv pove, da imamo različna mnenja o različnih temah, ampak ravno to je bistvo. In to, kar živimo, to, kar sam videvam, odkar sem se vključil v politiko, je, da ravno ta raznolikost mnenj lahko pripelje do najbolj konkretnih rešitev in pa tudi najboljših rešitev za skupnost. Torej, da združimo, se sedemo, se pogovorimo o različnih mnenjih in to je praktično res tisto vodilo, kar spreminja svet na boljše. To živimo tako v Podmladku, kjer zagotovo tudi mladi imamo raznolika mnenja in pa seveda potem se demokratično pogovorimo in na koncu pridemo do skupnega konsenza. V svojem magistrskem delu ste raziskovali evropsko krizo demokracije in vzpon populizmov. Evropska unija je bila sicer ustvarjena kot odgovor na genocid in drugo svetovno vojno. In kako bi na podlagi že raziskanega v bistvu komentirali vzpon skrajno desnih strank v nekaterih evropskih državah? To temo zelo rad odpiram. Ponavadi si potem tudi ogromno časa vzamem, tako da bom zdaj poskusil to nekoliko združiti. Bistvo samega populizma je popolnoma zgrešeno. Populizem ne nujno, ker danes v družbi ima zelo negativno konotacijo. To sem tudi skozi svoje magistrsko delo želel pokazati. Populistično ideologijo, nekaterim pravijo, da to niti ni ideologija, izhaja pa iz več stoletij nazaj, prevečkrat povezujemo samo z desnimi strukturami. Tudi skrajno leve strukture se dejansko uporabljajo populistične metode. Sam sem svoj del študija preživel tudi v Madridu, v Španiji, kjer sem iz prve roke lahko videl, kako je nastajala stranka Podemos, tudi na podlagi teh populističnih metod, predvsem na populističnih metodah in retoriki. Bistvo tega je, da
uporabljajo vsa sredstva, kako nagovarjati množice. Zato jaz pravim, če je populizem usmerjen v to, da širi lažne novice, je seveda to potrebno demantirati in tega se predvsem poslužujejo skrajne sile. Populizem pa lahko uporabimo tudi kot pozitivo, tako da nagovarjamo tisti del množice, ki je apatičen do politike, ki se ne želi aktivirati v politiki, tudi mlade, konec koncev, ampak to z retoriko, ki seveda ne sme biti lažna, ampak mora temeljiti na nekih dejstvih. Tako da populizem kot tak, prvo si želim, da kot družba ovržemo to tezo, da je to samo negativno oziroma da ima sama beseda populizem negativno konotacijo. Kako bi pa komentirali to nedavno zmago Donalda Trumpa na ameriških volitvah? Takoj po evropskih volitvah sem večjim ljudem tudi znotraj stranke in tudi, ker sem povezan, seveda sem se povezal tudi z evropskimi strukturami, liberalnimi strukturami, večkrat povedal, da to je na nek način wake-up call. Torej, rezultat evropskih volitev nam mora biti neko naznanilo, da se moramo vsi skupaj prebuditi. Če želimo na naslednjih evropskih ali katerikoli volitvah preprečiti, da se desnica na ta način širi. Zmaga Trumpa je še enkrat to potrdila. Po eni strani pa moramo tudi kritični biti do demokratske linije, tudi do protikandidatke, torej Kamale Harris. Ne nazadnje, časa za analizo bo zagotovo dovolj. Vendar, če pogledamo zelo pavšalno, ne nazadnje je dobila 13 milijonov manj volivcev kot leta 2020 Joe Biden. Torej, že tukaj lahko jasno vidimo, da so demokrati vendarle delali nekaj narobe. Ampak vendarle, jaz menim, da je tukaj največji problem prav Donald Trump. Tudi njegov odnos, obnašanje. Ne nazadnje, da danes v 21. stoletju človeka, ki se obnaša seksistično, ki je mačist, ki uporablja sovražni govor in da je to v današnjem svetu sprejemljivo več kot očitno za več kot polovico Američanov, pa da ne govorimo o tem, koliko Evropejcem je to sprejemljivo, tudi voditeljem evropskih držav, pa ne nazadnje tudi marsikateremu Slovencu. To je tisto, kar mene zelo skrbi. Kaj bo to prineslo, težko govorimo, kot v demokratični državi mora sprejeti rezultat volitev. Kaj bo to prineslo, bomo pa videli. Mene najbolj skrbi, kar se tiče Ukrajine in pa seveda dogajanja na Bližnjem vzhodu. V našem prostoru je neka politična delitev na levo in desno močno prežeta z nekimi že preživelimi zgodovinskimi spori. Ste mnenje mogoče, da je med podmladki tega manj občutiti? Zagotovo je tega občutiti manj. Bom tako povedal. Pomembno se je zavedati zgodovine, ne smemo pa postati ali ostati njen talec. Torej, že če samo iz tega čisto osnovnega vidika pogledam. Danes smo leta 2024, v podmladku si lahko do 32. leta. Torej, če samo odštejemo od 2024, pomeni, da praktično vsi, ki danes delujemo v političnih podmladkih, smo rojeni v Sloveniji. Torej, zgodovine se moramo zavedati, verjamem pa, da jo moramo ustvarjati od danes naprej. Torej, zavedajmo se je, da ne ponavljamo istih napak, moramo pa zagotovo preseči moramo pa tudi ideološke razlike. Kakšni so pa neki načini podmladka, da angažirate mlade za politiko? Kljub temu, da sem se v politiko vključil šele pred 2 letoma, kar je, recimo temu, nekateri bi rekli nekoliko pozno, bom povedal takole. Spremljam politično situacijo kot politični teoretik že odkar sem začel študirati, pa že prej, ko sem bil v srednji šoli, in te metode so zelo različne. Sam sem ravno ob tem opazovanju od zunaj videl, da je po mojem mnenju pravi pristop ta, da angažiramo mlade in jih navdušujemo za tisto, kar jih veseli. Torej, ne samo, da jim predstavljamo, da je to delovanje v politiki, ampak da se mladi lahko aktivirajo na tistih področjih, ki jih najbolj zanimajo. In to ne nujno, da so direktno povezane s politiko. Politična faza lahko pride v zadnjem koraku, torej v političnem sprejemanju neke rešitve. Zato je moje vodilo, da predvsem poskušamo držati tisto aktivno jedro podmladka in prepričan sem, da je to aktivno jedro največje med političnimi podmladki v Sloveniji.
In ravno zaradi tega, ker ne vsiljujemo, da se morajo politično aktivirati, ampak želimo, da se predvsem aktivirajo na tistih področjih, ki jih seveda najbolj veselijo. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in fundacija Friedrich Ebert Stiftung sta letos skupaj v bistvu že tretjič izvedle raziskavo mladih v Sloveniji. Ne? In čeprav ostaja slovenska mladina še vedno bolj šibko politično angažirana, njihovo zanimanje za politiko narašča. Na splošno je politična angažiranost višja na desni strani spektra, predvsem na skrajni desnici navaja pač ta raziskava. Ne? In kako bi vi to komentirali? Poznam to raziskavo, bili smo tudi na predstavitvi te raziskave. Najprej naj povem, da me veseli, da je politična angažiranost oziroma zanimanje za politiko vedno večje. To je pomembno. Bi pa vseeno povedal, da je to, da se nagibajo bolj na desno, predvsem posledica današnjih socialnih omrežij. Kot družba smo zelo podrejeni in se danes zanimamo predvsem za te hipne informacije. Informacije, ki jih dobimo takoj, informacije, ki so preproste in pogosto, nažalost, je v teh informacijah skriti bodisi fake news, bodisi pa tudi sovražni govor. Vsa ta omrežja so potrebna za to, da jih uporabljamo, ampak potrebno jih je tudi uporabljati odgovorno. Torej, potrebno je najti pravi način, kako bomo vse te metode, kako bomo mlade angažirali in polnomočili s pravimi informacijami. Tako da temu zdaj ne bi dajal tak poudarek, me pa veseli predvsem to dejstvo, mladi se morajo zanimati za politiko, če se bodo mladi zanimali za politiko, pomeni, da bodo tudi več prebrali, da bodo tudi pogledali in verjetno pogledali tudi več spektrov. In na koncu bomo tudi mi dobili priložnost, da določene informacije, prave informacije do njih tudi posredujemo. In za konec še vprašanje, kakšna je vaša vizija za prihodnost? Jaz si predvsem želim, da nam uspe angažirati čim več mladih, da naredimo močno skupnost, močno liberalno skupnost, ki bo temeljila na osnovnih vrednotah, ki bo temeljila na vrednotah Evropske unije, na katerih je nastala. Predvsem si pa želim, da se mladi ne bojimo izzivov, da se mladi ne bojimo priložnosti, da se seveda vrnemo v Slovenijo, včasih naredimo kak korak nazaj, prevzamemo odgovornost in predvsem, da se učimo iz svojih napak. Mladi smo, kot sem že povedal, ne le prihodnost, mladi smo sedanjost in želim si, da bi bili skupaj nosilci sprememb že danes.